Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Naša današnja gostja je Klavdija Šek-Škafar, direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kako bi danes opisali delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, katere vsebine in projekti so trenutno v ospredju, ter kakšni so vaši ključni poudarki pri vodenju ustanove? Do konca tega meseca na ogled razstava Ljudje, ki so spreminjali porabje, August Pavel. To so izsledki raziskovalnega dela, ki smo ga opravili lani v porabju in ga tokrat predstavljamo tudi na tej strani meje. 5. marca je rojstni dan Mance Košir in je bil razglašen za nacionalni dan branja, zato ga bomo tudi obeležili v naši knjižnici in sicer zamislili smo si polico, knjige, ki so nas spremenile in sicer neke vrste bralni zemljevid, kjer bomo izpostavili knjige, ki spreminjajo tokove življenja naših uporabnikov, ki so zaznamovale njihovo življenje, tako kot so knjige zaznamovale življenje Mance Košir. Potem v noči iz 6. na 7. marec organiziramo noč v objemu ljudskega izročila in sicer z učenci osnovne šole 2 Murska Sobota, kjer bodo na temo ljudskega izročila se poučevali, ustvarjali in potem svoje nočne dogodivščine predstavili staršem, starim staršem, širši javnosti naslednji dan ob 10. uri. V tem času poteka 40 dni brez alkohola, akcija NIJZ, kateri se bomo pridružili tudi z skupnim dogodkom NIJZ-ja in pa Pokrajinske in študijske knjižnice 19. marca v naši knjižnici, kjer bodo tudi strokovni sodelavec sodeloval z strokovnim prispevkom na tom srečanju kot takem. 10. marca bomo ponovno obujali dediščino s pravljičnimi večeri za odrasle v porabju in sicer v kulturnem domu v Slovenski vesi. In sicer prihajajo moje sodelavke, pravljičarke, ki bodo pripovedovale za odrasle, pridružil se bo še porabski Slovenec. Zelo veseli pa smo, da bo v kulturnem delu večera nastopal nagrajenec ob letošnjem kulturnem prazniku, prejel je priznanje Mestne občine Murska Sobota, harmonikar Lukas Gumilar. Potem pripravljamo še eno noč in sicer noč z Andersenom, kjer sodelujemo z osnovno šolo 1 Murska Sobota, kjer bodo spet spoznavali življenje in delo enega največjih pravljičarjev, Hansa Christia Andersena, in sicer bodo prebedeli noč iz 27. na 28. marec. Zelo veseli smo, da bomo lahko počastili 90 let Branka Šemna, saj imamo v knjižnici tako imenovano Brankovo sobo, kjer nam je leta podaril čez 4000 enot gradiva in glede na to, da 1. aprila bo dopolnil 90 let, bomo 9. aprila obeležili ta okrogli jubilej z predstavitvijo njegove nove pesniške zbirke in pa otvoritvijo razstave o njegovem življenju in delu. Glede na to, pa da je tudi nekako april že zelo hitro bo tukaj v sklopu praznovanja Svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic, bomo 20. aprila gostili Jureta Godlerja in sicer predstavil bo svojo najnovejšo kriminalno knjigo Mrtvi kot, ki je prva knjiga v novi seriji kriminalnih romanov. Spraševali pa ste tudi o vodenju knjižnice, torej vodenje knjižnice je usmerjeno v izpolnjevanje pričakovanj vseh deležnikov, nakup knjižničnega gradiva in pa storitve pa prilagajamo potrebam lokalnega okolja. Se pravi, v prihodnjih tednih in mesecih dogodkov za tako mlade kot starejše ne bo manjkalo? V naši knjižnici je vedno pestro.
V javnosti je v zadnjem obdobju veliko odmeval predlog povezan z rabo madžarskega jezika. Povejte mi, kako je do tega predloga prišlo, v kakšnem kontekstu je nastajal, kakšni so bili njegovi vsebinski poudarki in kakšno je trenutno stanje glede tega vprašanja. Dolgotrajno sem bila bolniško odsotna od 9. januarja 2024 ter do 30. junija lani. Z namenom, da bi vodenje knjižnice in pa dejavnost javnega zavoda potekala nemoteno, da bi se izvajala nemoteno knjižnična javna služba, sem v skladu z odlokom pooblastila sodelavca dr. Alberta Halasa, da me v času moje odsotnosti nadomešča. V pobudi, o kateri govorite, je bila dana v času moje dolgotrajne bolniške odsotnosti, to je bilo 25. aprila, zato se od nje distanciram. Kar se pa tiče same pobude, pa ni imelo nobenih posledic. Noben je ni obravnaval, noben organ, noben inštitut, ni bila sprejeta nobena sprememba. In kot vidite, midva se še vedno pogovarjava o nečem, česar sploh ni in nikoli ne bo. Se pravi, omenili ste torej, da se distancirate od omenjene pobude, pa bi v primeru, če ne bi bili bolniško odsotni, danes kakšen predlog v tej pobudi zastavili drugače, bi se tudi v tem primeru od njega distancirali? O tem, kar lahko povem, je v pobudi oziroma mediji so pobudo napačno interpretirali in kot tako napačno tudi medijsko predstavljali. Vodstvo knjižnice se je odločilo za tožbo zoper sindikalistko. Povejte mi, kaj je vodilo do te odločitve, kako vi razumete njen namen in kaj je po vašem ključno, da javnost pri tej tožbi razume? Knjižnica je vložila zasebno tožbo zoper fizično osebo, Suzano Lukovnjak, zaradi storitve kaznivega dejanja obrekovanja. Kazenski postopek teče, obravnave so javne, so tudi mediji prisotni, priče bodo še zaslišane. Glede tega, kar je bilo narejeno, vsak lahko v efektu naredi kaj narobe. Zato Suzani Lukovnjak ves čas ponujam roko sprave, da se upraviči. Imela je možnost, preden je sploh bila vložena zasebna tožba, dvakrat je že imela možnost, da se upraviči na sodišču, a te priložnosti ni izkoristila. Proti Suzani Lukovnjak nimam osebno prav nič. Sem pa bila dolžna zaščititi čast in dobro ime knjižnice. In tudi ne glede na to, kaj govori javnost, bom vedno proti tistim, ki škodujejo ugledu knjižnice, pa ne glede na to, če so zaposleni v knjižnici ali pa če niso zaposleni v knjižnici. Na obravnavah, ki so javne, ste večkrat že pred samim začetkom povedali, da če se sindikalna predstavnica torej javno upraviči, boste tožbo umaknili. Je ta pobuda še vedno veljavna? Še vedno. In vsakokrat, ko bodo obravnave, bo še vedno ponujena roka sprave tudi v prihodnje. V delu javnosti so se pojavili pozivi k vašemu odstopu. Kako jih komentirate in kako v takšnih okoliščinah razumete svojo odgovornost kot direktorica javnega zavoda? Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je podvržena stalnim pritiskom, medijskim, strokovnim, političnim. Vse od takrat, ko sem bila prvič imenovana za direktorice knjižnice, torej vse od leta 2017. Se pa ti pritiski stopnjujejo še posebej intenzivno od leta 2022 dalje. Zakaj povezujem to z mojim imenovanjem? Ker drugače ne morem razumeti, zakaj prihaja do anonimnih prijav, do prijav mojih sodelavcev, do prijav sindikata Glosa Pišk Murska Sobota, gospoda Antona Slavica in drugih različnim organom. Z namenom, očitno, tako jaz razumem, diskreditiranja mene, blatenja vodenja mojega knjižnice in prikazovanja mojega dela kot nekakovostnega, nevestnega, malomarnega, nestrokovnega, pri čemer pa do danes
noben organ ali inštitucija tega nista potrdila. In posamezniki s pomočjo medijev in politike so ustvarili neverjetno gonjo proti knjižnici. Trenutno je najbolj aktualno oziroma pereče stroški odvetniških storitev, pri čemer so spet najbolj glasni tisti, ki jih ravno povzročajo. Kot zanimivost pa lahko navedem, noben medij lani ni objavil, da je bivša direktorica knjižnice, gospa Jasna Horvat, na sodišču v Murski Soboti izgubila tožbo zoper svojega delodajalca, ker leta 2022 ni bila ponovno imenovana za direktorico knjižnice. V javnosti se pojavljajo tudi ocene, da naj bi knjižnica delovala strokovno slabo. Kako vi pojasnjujete strokovno delo ustanove, kakšni so vaši standardi ter kako poteka sodelovanje z zaposlenimi in uporabniki? Strokovni sodelavci so kompetentni za upravljanje svojega dela. Vsi imajo upravljeni strokovni bibliotekarski izpit. Da pa temu ni tako, kot pravite, naj navedem samo nekaj primerov. Združenje slovenskih knjižnic nam je podelilo priznanje za najboljši projekt, za inovativen pristop k strokovnemu delu, za projekt katalogizacija judovskih molitvenikov in obrednih knjig. To je edinstvena nastala judovska zbirka, ki je druge knjižnice splošne po Sloveniji nimajo, hranimo jo v namenski omari z Davidovo zvezdo, vpisana je v zajemni katalog, tako da je dostopna širši javnosti in uspelo nam jo je tudi že delno digitalizirati. Potem tukaj smo ravno med vašim objektom in pa knjižnico stoji obeležje rastoče knjiga Murska Sobota, počastitev slovenske pisne besede in književne ustvarjalnosti Prekmurju. Strokovna javnost, se pravi za strokovno javnost, smo soorganizirali pomembna in odmevna srečanja, kot je Dan dobrih praks, festival domoznanstva Domfest, dvodnevni festival potujočih knjižnic z mednarodno udeležbo in posvetom. V sklopu literarnih glasbenih večerov knjižnice pod zvezdami so se odvili večeri, ki so najbolj množično obiskani dogodki naše knjižnice. Lani je knjižnica postala članica nadzornega sveta regijskega portala Kamra, tam se nalagajo domoznanske vsebine, in pa portala Obrazi slovenskih pokrajin ravno zaradi nadpovprečnega vpisa. Lani smo na primer začeli tudi sodelovanje z Slovenci po svetu in sicer v Bosni in Hercegovini. Navezali smo stike z tamkajšnjima društvama Slovencev Triglav in Lipa v Prijadorju in Banja Luki, ker je bilo zelo pozitivno in velik odziv, želja po razširitvi in pa nadgradnju sodelovanja. Seveda to počnemo v letošnjem letu. Hkrati pa tlakujemo pot, da naše dobre prakse, da naše storitve ponudimo tudi Slovencem v zamejstvu, tokrat na hrvaški strani in pa avstrijski strani. Letos smo se tudi pridružili konzorciju slovenskih splošnih knjižnic v sklopu Erasmus+, zato da bodo naši strokovni sodelavci lahko obiskali knjižnice v tujino, prenesli najboljše prakse in prilagodila potrebam lokalnega okolja v naši knjižnici. Torej, če sem navedla vsaj nekaj, kar ste slišali, je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota razvojno naravnana, išče nove priložnosti in je vedno za sinergijska sodelovanja. Pa za konec, kaj bi želeli vi poudariti kot glavno sporočilo javnosti o knjižnici, njenem poslanstvu in o tem, kam želite Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota usmerjati v prihodnje? Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je za svojo dolgoletno tradicijo postala in ostala kulturno središče, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in spoštljivi odnos do nje prenaša na vse generacije. Širimo bralno kulturo. Knjižnica je najbolj množično lokalno informacijsko središče, saj posamezniki in pa tudi skupine lahko
uresničujejo potrebe po izobraževanju, raziskovanju, informiranju, osebni rasti, druženju in konec koncev tudi sprostitvi. Imamo sprejeti strateški načrt za naslednje 5-letno obdobje, kjer imamo zapisane usmeritve glede knjižnične zbirke, promocije, dogodkov, kadrov, investicij, informacijskega sistema in tako naprej. Tako da imamo jasno začrtano pot in se veselimo, kaj nam prinaša prihodnost. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v studiu televizije Ideja je gostovala Klaudija Šek Škafar, direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.